Živijo, poslanci smo imeli nedavno zelo lepo in konkretno priložnost, da bi nekaj konkretnega naredili za ljudi. V Novi Sloveniji smo pripravili predlog, s katerim bi ljudem dali 3 stvari. Prvič, socialni copatek. Drugič, razvojno kapico. In tretjič, boljša obdavčitev božičnice. Sliši se nekoliko znanstveno, fantastično, nenavadno, ampak bom zelo na kratko in na hitro razložil, kaj smo v posameznem ukrepu predlagali. Najprej, kar se tiče samega socialnega copatka. Enostavna rešitev. Predlagali smo, da je 3300 evrov letnega zaslužka slovenskih državljanov neoprispevčeno. Torej, teh 3300 evrov letnega zaslužka je neobdavčenega oziroma še drugače povedano, za teh 3300 evrov ne plačate prispevkov in zaradi tega se neto plača na mesec poveča za 50 evrov. Za minimalno plačo to pomeni, da se bruto minimalna plača ne poveča, ampak se neto minimalna plača zviša za 50 evrov. V enem letu za človeka, ki ima minimalno plačo, to dobesedno znese še ena minimalna plača zraven. Dodatnih 600 evrov bi dobil zaradi našega ukrepa. Če gremo naprej na razvojno kapico. Marsikdo je poimenoval bogataška kapica, češ da je za bogataše, ampak verjemite mi, vsi bogataši že imajo kapico in to na takšen način, da se davčno optimizirajo. Razvojna kapica je namenjena predvsem inženirjem, ki so v delovnem razmerju in so zaposleni v podjetjih. In ta razvojna kapica pač govori o tem, da od višine 4-kratnika minimalne plače bi bil postavljen limit za plačevanje prispevkov. To pomeni, da tisti, ki zasluži 4-kratnik minimalne plače, bi še vedno plačal mnogo več prispevkov kot tisti, ki ima zgolj minimalno plačo, vendar nad 4-kratnikom minimalne plače se prispevki ne bi več povečevali. No in predlagali smo še tretji ukrep. Ta tretji ukrep pa pomeni podobno obdavčitev božičnice, kot jo poznamo pri regresu, kar pomeni, da bi dejansko nek državljan, ki mu danes država vzame polovico božičnice, na svoj račun dobil okrog 70% tistega zneska, ki mu ga delodajalec da kot božičnico. To so 3 zelo konkretni ukrepi, ki smo jih pripravili v Novi Sloveniji zaradi tega, da bi ljudem ostalo več v njihovih žepih, ker to je edini način, da se poveča domača potrošnja in na takšen način gospodarstvo raste še naprej. Ampak ne boste verjeli, za te 3 ukrepe nas je glasovalo le 28 poslancev. Le 28 poslancev. Vsi ostali pa so te konkretne 3 predloge zavrnili z raznoraznimi neverjetnimi argumenti. Kot enega izmed argumentov, ki se je pojavljal, so bile tudi finančne posledice, ampak naj povem, da je ta zakon omogočal, da se sprejme samo enega od 3 ukrepov, lahko tudi 2, lahko vse 3. Torej, ta argument o finančnih posledicah je bil na majavih nogah in če k temu dodate, da smo še predvidevali, da bi se te ukrepi uveljavili s 1.1.2018, kar pomeni, da ima država še skoraj 2 leti časa, da državni proračun prilagodi na morebitni izpad zaradi teh ukrepov. Seveda, mi ne skrivamo, da bi do tega izpada prišlo, ampak hkrati pa tudi poudarjamo, da bi zaradi večje domače potrošnje se v državno blagajno nabralo tudi več. In dokler v državnem zboru ne bo spoznanja, da je vsak zaposlen 2-kratna korist za državo, ker prvič plačuje vse blagajne, drugič mu pa ni potrebno dajati socialnih transferov, to takrat ne bo bolje v državi. V Novi Sloveniji kljub temu zavrnilnemu zaključku, kljub temu, da so nas večina v parlamentu zavrnila, mi še vedno nismo obupali, mi bomo še naprej delali konkretno za ljudi.